Na 9. prireditvi na kolo več kot 500 kolesarjev. Rekordna udeležba na 5. očkovem teku. Obnova starega mestnega jedra v Žalcu bo končana v predvidenih rokih. Na čelu celjskega nogometnega kluba po novem dr. Stevan Đorđević. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnjih dogodkih dneva na televiziji Celje. 9. izvedbe tradicionalne prireditve na kolo se je letos udeležilo več kot 500 kolesarjev. Na pot so se podali iz 6 občin na 7 različnih trasah s skupnim ciljem pred nakupovalnim središčem City Center Celje. Prireditev so najprej nameravali izpeljati v nedeljo 18. maja, a so jo zaradi slabega vremena prestavili za teden dni. Tokrat so bile vremenske razmere kolesarjem, ki so se na pot podali iz Celja, Vojnika, Slovenskih Konjic, Šentjurja, Štor in Žalca, precej bolj naklonjene. Vreme je prijazno kolesarjenju danes in podali smo se že 9. leto na kolo. Veseli smo, da so se ljudje odzvali. Predvsem sem vesela, da se je odzvalo veliko število otrok, kar 500 ljudi danes kolesari, tako da jih pričakujemo tukaj na cilju pred City Centrom Celje, kjer vse čaka topla malica, nagradno žrebanje, otroški kolesarski poligon v sodelovanju s policijsko upravo Celje, možnost se preizkusiti tudi v hokeju in pa ne nazadnje prijetno druženje v družbi prijateljev in družine. Mestna občina Celje je sploh v mesecu maja kot mesecu športa, ker smo imenovali, seveda podpira vse rekreativne prireditve. Tako tudi seveda tole 9. izvedbo akcije na kolo, ki je lahko po prvih vtisih je izjemno množična. Kolesarjenje je ena bolj zdravih oblik rekreacije, je pa res, da je potrebno v kolesarjenju seveda biti malo bolj pozljivko, ker mogoče priteko. Med udeleženci na otroški trasi so bili tudi mladi predstavniki hokejskega kluba Celje. Kolesarimo kot hokejski klub Celje enkrat do dvakrat na leto, trasa je bila v redu, malo za promocijo, ni bilo nekih posebnosti, vreme nas je v redu služilo, tako da vrhunsko. Kolo je predvsem eno orodje, ko se da zelo dobro kondicijo nabrati. Med številnimi znanimi obrazi smo v cilju srečali tudi nekdanjo odlično atletinjo Anjo Valant-Velepec. Ja, predvsej pogosto pač za rekreacijo, ampak danes sem pač otroke spremljala na otroški trasi. Ampak sem se mogla malo potruditi. Kakšno se vam zdi tale prireditev? Odlična, spravi ljudi pač v gibanje, tudi motivacija za pač, da se že prej malo pripravijo, da aktivirajo tudi otroke in to pač se mi zdi, da potrebujemo, no. Organizatorji prireditve na kolo ugotavljajo, da se s kolesarstvom tudi na Celjskem vsako leto ukvarja več ljudi. Tudi ta kolesarska prireditev potrditev temu. Ne nazadnje danes v Celju poteka še ena kolesarska prireditev, tako da danes, bom rekla, je na kolesih sigurno več kot 1000 kolesarjev, kar nam je ne nazadnje vsemu veselje in lahko rečem tudi Celjanom v ponos. V prihodnjem letu bodo v agenciji Prima Komunikacije v sodelovanju s 6 občinami in generalnim pokroviteljem City Centrom Celje pripravili že 10. jubilejno prireditev na kolo. To so načrti, predvsem se veselimo naslednje jubilejne okrogle obletnice, ko bomo 10. šli na kolo in obljubim, da bo naslednje leto še toliko bolj posebno. V Knežjem mestu pa zadnji konec tedna niso bili aktivni samo kolesarji, temveč tudi tekači. V organizaciji Zavoda Socio so že 5. zapored izpeljali tek očkov, ki se ga je letos udeležilo rekordno število družin. Prireditev, s katero želijo družine spodbuditi k gibanju in druženju, so popestrili z bogatim kulturnim programom. Ideja za sedaj že tradicionalni tek očkov je nastala leta 2010. V želji razbremeniti mamice in spodbuditi očete, da skupaj z otroci aktivno preživijo prosti čas. Letos smo doživeli neverjeten odziv, prijavljenih je bilo več kot 90 očkov in okoli 135 otrok. Po teku očkov in njihovih malčkov pa so se na igrišču 4. osnovne šole Celje pričele pestre aktivnosti. Imeli smo različne ustvarjalne delavnice, ogrevanje, pevske delavnice, pevski nastop, čarovnika, vodo, rogljičke, različne aktivnosti.
Velja še omeniti, da pri organizaciji prireditve vsako leto pomagajo prostovoljci. Vsako leto se trudimo po svojih najboljših močeh, da to prireditev lahko speljemo tudi s pomočjo različnih ljudi, ki nam pripravljeni pomagati s svojim časom, trudom in materialom. Tek očkov bo na sporedu tudi prihodnje leto. Organizatorji pa že upajo, da bodo lahko podrli letošnje rekordno število obiskovalcev. Staro mestno jedro v Žalcu počasi že dobiva svojo končno podobo. Vsa dela sicer še niso zaključena, kar niti ni nenavadno, saj rok za dokončanje del še ni potekel. Na občini sicer zatrjujejo, da kljub manjšim težavam z vremenom, nepredvidenim arheološkim odkritjem in nekaterimi težavami izvajalca del, končni rok prenove in obnove ni ogrožen. Z deli v okviru prenove starega mestnega jedra so v Žalcu začeli že 10. junija lani. Zdaj potekajo že zaključna dela in v zvezi s temi potekajo tudi nekatera dela, ki so jih načrtovali v nadaljevanju. Denimo zaseditev zelenic in drevja, ki je že v teku. Do predvidenega končnega datuma zaključka prenove 30. junija bodo na celotnem območju položili še fini asfalt, ga opremili s cestno signalizacijo, razsvetljavo in opremo, z urbano opremo in hortikulturno uredili zelene površine. Vse torej poteka skladno s terminskim planom. Smo v okviru terminskega plana, v tej prvi fazi, kjer se trenutno nahajamo, lahko vidite, da potekajo zaključna dela. Razen seveda preplastitve z obrabno plastjo asfalta, s fino plastjo in pa potrebno je postaviti še potem svetilke javne razsvetljave. V fazi 2 in 1 pa poteka še tudi nekaj gradbenih del. V fazi 1 se trenutno polagajo v velikem obsegu tudi granitne kocke. Sicer pa, tako kot smo rekli, do 30.6. računamo, da bo večina gradbenih del upravljenih. Občina ves čas nadzoruje potek del in vse zaplete ali zamude rešuje sproti. Če bi izvajalec bil idealen, pol ne bi rabili niti nadzora, niti nas, ki vodimo to investicijo, zato zmeraj so določeni problemi. Moram pa reči, da ko bojo dela zaključena, bomo verjetno lahko izvajalca tudi pohvalili, zdaj ga še ne smemo. So dobri izvajalci, smo se uspeli uskladiti, tako da tudi za projektanti, Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ki ima tukaj zelo pomemben vpliv, zelo dobro sodelujemo in mislim, da bo v zadovoljstvo vseh ta zadeva tudi urejena tako, kot mora biti. Vse skozi je bilo in je še poskrbljeno za varno gibanje v bližini gradbenih del, pa tudi občanke in občani so sprejeli, da se v starem mestnem jedru v času prenove ni moč neomejeno gibati. So pa nekateri posamezniki, ki se pritožijo nad omejitvijo prometa ali onemogočene hoje po starem mestnem jedru. Posamezne pritožbe pač prihajajo, nekaj je tudi upravičenih, nekatere so želje po drugačni ureditvi, kar seveda ni možno pač več upoštevati, kar se pa da urediti, pa poskušamo urediti z posameznimi občani, občankami, najemniki lokalov, lastniki in tako naprej, tako da nekih zelo velikih zapletov ne pričakujemo. Projekt prenove starega mestnega jedra v Žalcu se torej počasi zaključuje in kdaj bodo Žalčani lahko se brez skrbi sprehodili po obnovljenem mestnem središču? Najkasneje 6. septembra, ko bodo vsi povabljeni na otvoritev v občinskem prazniku. Dr. Stevan Đorđević je nov predsednik NK Celje. Na predsedniškem mestu je nasledil Alenko Obrul, ki je celjski klub vodila 2 leti in pol in uspešno izpeljala finančno sanacijo kluba. Celjski nogometaši so sicer zadnjo sezono sklenili na 8. mestu, v zadnjem krogu so v nedeljo v Areni Petrol z 0:2 izgubili proti Gorici. Obe moštvi sta na zadnji tekmi sezone nastopili v precej okrnjenih zasedbah. Boljšo igro so prikazali novi pokalni prvaki iz Nove Gorice, ki so terensko premoč najprej kronali v 51. minuti, ko je opolno zadel Mastriani. Po nekaj polpriložnostih na obeh straneh je zmago Goričanov v 79. minuti po lepem protinapadu potrdil Massimo Coda. S tekmo nekako ne moramo biti zadovoljni. Mi smo nekako želeli zadnjo prvenstveno tekmo pred domačimi igrači poskušati igrati na malo drugačen način, kot smo. Žal nam ni uspel, niti v fazi obrambe, niti v fazi napada, nismo bili taki, kot smo si želeli in enostavno proti zelo kvalitetni ekipi Gorice, kljub temu, da je manjkalo nekaj igralcev, smo bili danes brez možnosti.
Če se ozremo samo na današnjo tekmo, želeli smo zmago, želeli smo se dostojno posloviti, ne samo od sezone, predvsem od pristašev naših. Žal se nam tekma ni nekako posrečila, vseeno pa smo na nek način lahko zadovoljni z finišem sezone, v katerem smo si nazadnje dokaj gladko zagotovili obstanek v družbi najboljših, potem ko je še kakšen mesec nazaj zadeva izgledala dokaj kritično. 8. mesto v državnem prvenstvu ter četrtfinale Pokala Slovenije je izkupiček celjskega moštva v letošnji sezoni. To je nedvomno manj, kot so si v celjskem klubu želeli pred sezono. Jaz bi se osredotočil samo mogoče na zadnji del, ker sem bil tudi največ zraven. Jaz bi kljub vsemu fantom čestito, da smo nekako prvenstvo pripeljali do konca. Bilo je zelo veliko spona in padcev. V tem zadnjih 6 tekmah smo dejansko lovili rezultat, ki smo ga tudi dosegli. Žal smo si, oziroma pač takoj smo si dali naslednji cilj, to bi bilo 7. mesto, ki pa je bilo verjetno v tem trenutku za nas nedosegljivo. Ampak kljub vsemu, prvi cilj obstanek v ligi je bil realiziran, tako da s tem smo lahko zadovoljni. Po dokaj uspešni lanski sezoni smo imeli zagotovo bistveno više tekmovalne cilje, kot se je potem ta sezona odvijala. Zagotovo obstaja kar nekaj okoliščin, ki so bistveno vplivale na to, da je letošnji rezultat bistveno slabši, kot je bil lanski. Začenši z poškodbami ključnih igralcev, ki so nas zdesetkale. Prav tako smo v sezono štartali dokaj hendikepirani in psihično, moralno čisto na psu po izpadu v prvem predkrogu za evropski pokal proti norveškim Tromsøju. Nenazadnje pa je splošna ugotovitev, da je letošnje državno prvenstvo bistveno zahtevnejše in težje, kot je bilo minulo, in dejansko je bila vsaka osvojena točka, vsaka osvojena zmaga trdo prigarana. In kakšen je, kar se tiče igralskega in trenerskega kadra, pogled naprej? Ja, o tem, če bom sestavljal ekipo, jaz v tem trenutku težko sodim, o tem bodo odločili drugi. V naslednjem tednu, v naslednjih dneh se bodo zgodile odločitve, kako in pod kakšnim vodstvom bo klub nadaljeval v prihodnje. Glede na dogajanje na včerajšnji skupščini kluba do sprememb na mestu športnega in tehničnega direktorja skoraj zagotovo ne bo prišlo. Z rednim volilnim zborom članov kluba, proslavo dvojne krone v sezoni 2013-2014 ter zabavi o praznovanju 10-letnice evropskega naslova pa so sezono včeraj sklenili v rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško. Člani kluba so na mesto predsednika ponovno izvolili Bojana Cizeja, ki je po klubskem statutu tudi predsednik upravnega odbora. V novem upravnem odboru je zaenkrat 11 članov. Na veliki zabavi, ki so se je udeležili številni privrženci celjskega kluba, so čestitali posameznikom, ki so klub vodili v obdobju, ko so celjski rokometaši postali evropski klubski prvaki. Posameznikom, ki so v preteklosti že prejeli naziv častni član kluba, so se včeraj pridružili Pavel Petru, Marko Jugovič, Rado Pantelič in celjski župan Bojan Šrot. Za častnega predsednika kluba pa so imenovali predsednika skupine Pivovarna Laško Dušana Zorka. Celjski klub je od leta 1990 osvojil že 36 lovorik, s čimer se ne more pohvaliti noben drug športni kolektiv v Sloveniji. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 20 do 24 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe, v petek pa bo deloma jasno, v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pa bodo še posamezne plohe. To pa je tudi vse, kar smo vam pripravili za danes v svežih dogodkih dneva. No, če boste z nami tudi jutri, dobrodošli že zdaj. Lep večer pa želimo še naprej.